Živijo v novem podkastu Masažne akademije, kjer glas dobijo maserji, ki z dotikom zdravijo, povezujejo in ustvarjajo. Moje ime je Anita, sem certificirana maserka in ustanoviteljica Masažne akademije, kjer maserjem pomagam zgraditi posel vreden vašega znanja, časa in energije. Danes te čaka prav posebna epizoda, in sicer moj gost je Viktor Zupančič, maser z več kot 12-letno prakso, ki je pred kratkim nastopal na World Championship Massage na Danskem. Govorila sva o tem, kako izgleda svetovno tekmovanje v masaži, in sicer od priprave, kako se prijaviš, od samozavesti za to prijavo in pa ves ta adrenalin, ki se sprošča v tistem vikendu tekmovalnem. In pa vse do tega, kako se med maserji ustvarjajo povezave brez konkurence, z močno podporo in spoštovanjem. Če te zanima, kako maser stopi na svetovni oder, zakaj masaža ni le tehnika, ampak tudi energija in odnos, in kako se lahko tudi ti v bistvu slediš svoji strasti, potem poslušaj do konca tale podcast. Na koncu pa te povabim še v Masažno akademijo. To je v bistvu en prostor, ki sem ga ustvarila za vse maserje, ki želite več hoditi sami po tej poslovni poti. Tam se učimo, povezujemo in skupaj ustvarjamo prihodnost masažnega poklica v Sloveniji. No, pa začnimo. Uživajte v poslušanju. Viktor, živijo? Živijo. Sem zelo vesela, da si prišel v Kranj, praviš, da po dolgem času, Res. po parih letih. Zdaj, za tiste, ki te še ne poznajo, če se lahko sam na kratko predstaviš, kdo si, kdo je Viktor Zupančič in kakšna je tvoja masažna pot? Viktor Zupančič je en fejst prijazen fant, ki pač uživa v masažah. Mogoče sem se kot maser malce pozno razvil, ampak dejansko je bilo tako, da ko je hči odrasla, mi je ostalo preveč prostega časa in sem razmišljal, kaj bi s tem prostim časom počel. In ker sem se rad masiral, sem razmišljal v to smer, da bi pa mogoče sam postal maser. In ker ne veš, a si za to ali nisi za to, je pač treba iti na tečaj. Moj prvi tečaj je seveda bil tečaj klasične masaže, ker seveda svetujem vsakomur, da to začne, ker to so neke osnove. In potem sem se pač tu našel, feedback strank je bil dober in potem sem svoje znanje nadgrajeval, tako da zdaj že mislim, da 12 let uživam v tem svojem dopolnilnem poslu, kot ga imam jaz. To pa je obdobje 12 let. No, koliko izkušenj. Jaz sem te najavila v bistvu in sem te tudi povabila s tem namenom, ker sem zasledila, da si bil na tem svetovnem prvenstvu v masaži. In tudi jaz kot bivša tekmovalka, a ne, ultramaratoni, pač meni, kar rečeš tekma, vem, da je to neki adrenalin, da to te potegne, ampak nisem si predstavljala, kako je to v masaži, a ne. Čeprav sem gledala na YouTubu in mi je noro zanimiv. Tako da danes bova govorila predvsem o tem, kako je to izgledalo, v bistvu, kako ti je prišlo na misel, da si se sploh prijavil na to tekmovanje. Mislim, kje si zbral ta pogum, tako, No, saj to ni bilo tako iz danes na jutri, a ne, treba po pravici povedati, da sem jaz za to tekmovanje izvedel 2 leti nazaj. Seveda je bilo zanimivo, nisem pa še takrat se čutil, bom rekel, zadosti znanja pa izkušenj, da se na takšno tekmovanje prijaviš. Potem lansko leto sem zadevo tudi spremljal, pa se mi je nekako šlo, pa nisem nikogar dobil, da bi šel zraven, pa pol se mi ni šlo, da bi šel sam. No, letos je pa pač napočil ta čas, da ko sem dobil prijavo, je bilo takole, to si želim, to bom šel, ne glede na vse. Zdaj kakšnega kolega maserja ali maserko nisem dobil, potem so se pa z ženo odločila, da bova šla lepo kar skupaj in si bova iz tega naredila tudi dopust, ker tekmovanje je bilo celo soboto, celo nedeljo. Potem so pa ostalih 7 dni imela za raziskovanje prelepe, čudovite Danske in mesta Kopenhagen. In moraš biti seveda tudi samozavesten za eno tako tekmovanje, ne. Moraš vedeti, moraš to samozavest izžarevati. Tako da letos je napočil čas in to je to. V hipu sem se odločil, ja. Ampak kako je pa izgledalo pol to? To sta prišla tja na Dansko, verjetno že kakšen dan, dva prej.
Ja. Pa si imel kakšne predpriprave za to samo tekmovanje, si sploh videl, kako bo to potekalo? Kako izgleda vse to prijava, no? Ja, prijava v bistvu je bila tako, da mogel si poslati neko prijavo, tele, sebe se na kratko vpisati. Zdaj, če greste na World Massage Association, je v bistvu, smo vsi maserji tam, ki smo mogli svojo predstavitev poslati, je tudi moja, se pravi moja slika in kratek opis, kdo kaj sem, pa kakšne maserske izkušnje imam. To, da si maser, je v bistvu neka vstopnica, da sploh greš na tako prvenstvo, kar je logično. Potem je bilo treba plačati prijavnino, 250 € za cel vikend, kar se mi je zdelo zelo ugodno za eno tako stvar. No, in potem, ko ti dobiš potrdilo, da si na to prvenstvo pač uvrščen, potem pa seveda sledijo organizacijske stvari, kot so rezervacija hotela, letalskih kart, malo proučiš možnost, kako boš iz letališča kam prišel in tako naprej. Zdaj, kar se samega prvenstva tiče, je bilo tako, da si se lahko prijavil v 2 kategoriji, maksimalno, eno ali dve. Jaz sem se prijavil v 2, se pravi, tekmoval sem v klasični masaži in pa v stol masaži. Potem pa si sam malo prebereš, malo pogledaš zgodovino, kako so ta prejšnja prvenstva potekala. Jasni so tudi kriteriji, kaj se ocenjuje. Ampak jaz sem se že v štartu odločil, da bom šel zastopati sebe in masažo, katero nudim svojim strankam. In moje stranke so z mojo masažo 100% zadovoljne in se mi ni zdelo smisla karkoli spreminjati, ne glede na rezultat. Tako, jaz sem zvest samemu sebi. Noro. To pa je ta prava samozavest. Res. Ampak, v bistvu, kako pa izgleda to ocenjevanje? Videla sem, da je iz Hrvaške ta sodnik ali iz Srbije. V bistvu so tekmovalci in sodniki so iz celega sveta. Celega sveta. Sama organizacija je iz Danske, predsednik je iz Danske, zato je tako Kopenhagen na to svetovno prvenstvo. Sodniki so pa iz povsod in potem, recimo zdaj v mojem primeru, če gledam klasično masažo ali pa stol masažo, če nas je bilo noter recimo v enem prostoru 10, je bilo 5 sodnikov, kateri so pač krožili med nami, a ne, tista ura, ko masaža poteka, in so pol ocenjevali se pravi, tvoje telesne drže, kako ti kot maser stojiš, kako si za stranko poskrbel, a ne, katere tehnike vse uporabljaš, flow, recimo bil dosti pomemben, kako to pač masaža teče, ne. To vse so kriteriji, kateri so pač ocenjevali. Zdaj pa čisto odvisno, po moje, sodniki to pol subjektivno ocenjujejo, ker ne moreš vedeti, komu je kaj bolj pomembno, ampak zame je praktično bilo vseeno, ker sem šel predstavljati sebe in svojo masažo, nisem hotel biti nekomu všečen, a ne, ampak jaz sem zvest svojim strankam. A pa so tudi pol kaj spraševali tistega, ki si masiral? In na koncu so me vprašali, če bi z masažo zadovoljen. To vmes nič ne motijo, ne, pa na začetku. Ja. Koncu sem pač vprašal, tako. Nekaj, ne. Mogoče tule bi si želel, da bi bilo malo več, ne, recimo malo več pomembna izkušnja tistega, ki je bil masiran, ker vsi vemo, da eno je tehnika, drugo je energija, ki jo daješ, Ja. ki se ne vidijo, ne. Ja. Masaža je dosti tega, ki se ne vidi, ne. In je pomembno, ne, žal se pač to ne da, ne, najboljše ceniti, a ne. Pa pol bi mogel sodnik ležati na mizi, a ne. Ja, mogli sodnike masirati, ja. Ja, ful dobro, ej. Kako pa si se počutil, tik preden ste štartali? Zdaj pokazal, da so mu šli kocine gor. Ja. Za konec, ne. To je en tak poseben občutek, ke je v eni taki veliki dvorani 267 tekmovalcev iz 58 držav. In ko predsednik pozdravi in da še ozadje eno motivacijsko pesem, da nam je napiš tisto adrenalina še bolj, kot smo ga že imeli. Je poseben občutek, ne. Maserji smo malo drugačni, posebni ali kakorkoli, ne. Dotik, ne. Malo drugače, če ti, v našem poklicu pač tako, no. Začutimo se hitro en drugega, bom rekel, sigurno je bilo tam 99% maserjev takšnih, da smo se začutili tako med sabo, ne. Sem imel res občutek, da smo tam ta pravi, bom rekel tako, iz celega sveta, ne. Odlična izkušnja je bila otvoritev, vse razlage, kako bo potekalo, kje bo potekalo, tudi poskrbeli so, da nismo bili lačni, da nismo bili žejni.
Da. Tako da vse je zelo dobro potekalo. Pa hitro smo se pol tudi vmes kaj z ostalimi pogovarjali, smo prijatelji. Ni bilo nobene nevoščljivosti tekmovanja, da bi kdo gledal, kaj kdo drug dela. Enostavno vsak je delal tisto svoje, kar zna. In to je to. Ja. Koliko časa pa traja pol in tak krog? Pa v bistvu so imeli To klasično. celo soboto pa celo nedeljo to potekalo. Masaže so enourne. Mogel se biti pa točno 1 ura. So opozorili, da ne smeš prej nehati, ne. Aha. Sicer vmes ti povejo, ko pride do konca, tako da si lahko malo popiš. Ampak dejansko masaža mora biti točno, ker na koncu odštevajo, da reče 1, 0, moraš nehati in to je to, a ne. Tudi če si kaj nisi naredil, pač ne moreš več narediti, a ne. Tako da nas pol dajo v skupine pri klasični masaži, recimo 10 v en prostor, 5 sodnikov in to pač 1 ura poteka. To je vse, kar sem recimo jaz uradnega dela, sem imel v soboto 1 uro, pa v nedeljo 1 uro, ne. Uradnega dela. Vmes se je dogajalo pa še marsikaj, od druženja do prikazov kakšnih tehnik, do predstavitve tiste, ki je zmagala lansko leto, vajina masaža, če temu rečemo. Potem so bili vmes kakšni prikazi raznoraznih tehnik ali pa taki mini tečaji, razno refleksoterapijo ali na klasično masažo, Wow. ne vem, karkoli, ne. Super. Prav so povedali, tam bo v tej sobi bo to, v tej sobi bo to, in vsak je tam šel, kamor je začutil, a ne. Tako da je bilo skozi aktivno, ni bilo, niti minute ni bilo dolgčas. Bogato. Tako sobota in nedelja sta minili kot res. A si kaj, kakšna poznanstva na pletu? Ja, tudi Serij to. takih? Dosti mi smo se pogovarjali, seveda, ker se mi zdi tudi logično, se najbolj pokonektali s temi maserji iz bivše Juge, ne. Aha. Tako da ja, zelo v redu so bili vsi teli, ki so bili iz Hrvaške, Bosne, Srbije, pa smo se hitro pokonektali, no. Drugače pa tudi z eno Čehinjo pa eno Avstralko. Pogovarjali smo se dosti, s parimi smo si pa tudi kontakte zmenjali, ne. Zelo prijetni sogovorniki, itak, bom rekel, 90% je govorilo angleško, tako da se je dalo vse zmeniti, no, mogoče malo. Daj mi povej, a se je na tekmovanju kaj takega zgodilo, zanimivega? Zdaj verjetno si še ful pod vtis dogodkov, ampak tako, kakšen tak trenutek, da smešen ali pa zanimiv, a veš, za nas Slovence? Najbolj je bilo v pričakovanju podelitve medalj, a ne. Ke pač razglasijo 3. mesto, 2. mesto, 1. mesto v vseh teh kategorijah, ke mislim, da jih je bilo 8 ali 9, a ne. V vseh teh kategorijah so razglasili zmagovalce in podelili te medalje. In to je res luštno, ke se vidi, ke vsakemu privošči, vsi ploskamo, vsi navijamo, se tam slikajo, se podelijo medalje. Praktično si vesel, kot da bi ti dobil medaljo, ke tudi tvoj kolega ima vse. Pa čeprav ga ne poznaš, ne. Smo v istem biznisu in se kar nekako že čutiš, se je čutila tla privoščljivost, ne pa nevoščljivost, ne. Tako da to mi je bilo zelo všeč, kot da bi se poznali že ne vem koliko časa, ne, tako psi dihali v eno. Nič ni bilo tako negativnega v celem vikendu, samo pozitiva, res. Ja, tako se ful podpirali med sabo, ne? Ja, Športno. športno, pravi duh je bilo. Ja, to je v bistvu neka taka lastnost, ki jo v Sloveniji tudi jaz pogrešam, no, da smo bolj podpirajoči, a ne, eni z drugim. Da si pač, vsak nekaj zna, pa vsak lahko nekoga malo potegne nekje naprej, a ne, jaz rečem. Sem za sodelovanje, sem za pomaganje, jaz, bom rekel, če kdaj kakšnemu človeku ne znam pomagati, imam na telefonu človeka, ki mu zna pomagati. Tako, ja, In z ja. veseljem rečem: "Pojdi tja," on je pa manualni terapevt, ima pa še ultrazvok, pa udarne valove, ne, Ja. elektrostimulacijo, pa ti Tako. pri tej tvoji težavi pomagal, Ja. jaz ti jo lahko samo olajšam, on ti jo pa lahko odpravi. Brez težav. Konec koncev smo tu zaradi stranke. Stranki je treba pomagati. Tako je, ja. Okej, pač prehajava malo proti koncu. Tudi za tabo, a si se kaj tako naučil o sebi kot maser, a zdaj drugače gledaš na masažo, ko si šel samozavestno na to tekmovanje? Kaj pa vem, če bi rekel, da kaj drugače gledam, pač všeč mi je to, da sem toliko drugih maserjev spoznal iz drugih držav, pa sem malo seveda gledal, kako tudi drugi delajo, tako kot so najbrž drugi mene gledali, kako delam, se pravi, smo se en od drugega definitivno kaj naučili, a ne. Dodaš kakšen detajl,
mogoče kaj vzameš, a ne, saj itak se učimo se celo življenje, kot tudi maserji. Če se zdaj vrnemo na tiste naše prve masaže, pa kaj danes delamo, je kot moč Ja, voda, ne. ja. Leti smo se izpopolnjevali, a ne, zato smo danes pač dobri, a ne. Na začetku pač treba izbirati izkušnje. Zdaj, da bi tako, se pravi, novo je to, da si pač videl kakšno novo tehniko, da si spoznal kakšne ljudi, kamor boš zdaj šel, a ne. Morda se vrneš spet na svetovno prvenstvo, kabulaže, ke imaš izkušnjo, ker tam so bili eni, ke so bili že večkrat, ker mislim, da je bilo tole 8., Aha. ne, in če je nekdo vsaj že na enem bil, ima sigurno točno ve, kaj pričakovati. Ja, Jaz v bistvu nisem vedel, kaj naj pričakujem, zato sem rekel, nič svojega masaža prikoližen, to je to. Eni so pa že dodali zraven malo šova, a ne, to je malo bolj gledljivo. Jaz sem dobil zato tudi kakšno ceno najbrž. Aha. Ja, kakšne posnetke, ke sem gledala, kar plešejo zraven. Vse je bilo, ne. Vse je bilo, Anita, da ti povem, ne vem, jaz to v masaži en dal brisačo čez stranko, čez hrbet, z nečim pošprical in je z brenerjem zakuril. Tista brisača je gorela in pol ena tajka je vzela 2 pahljači, pa je tisti stranki pihala. Aha. To je, jaz pravim, to je vse šov. Šov. Vsi vemo, da to za stranko kot masaža za stranko ne naredi nič, je pa šov, je pa gledljiv. Jaz znam, da je bilo gledljivo, a ne. Tako da ja, eni pač dodajo take detajle. Spremljajo oči. Ja, ful dobro. S tem je še malo šova. Kaj me zanima, če bi kakšnemu priporočil, a ne, da gre na takšno tekmovanje. Kaj bi mu svetoval čisto tako? Jaz pravim, naj bo pravi moment, tako kot je bil pri meni, čeprav sem že 2 leti nazaj za to izvedel, pa nisem šel ne 2 leti nazaj, ne lansko leto. Letos sem začutil, da je to to. Se pravi, moraš biti samokritičen, vedeti, si sposoben tega ali nisi, a ne. Če si nekje na začetku masažne kariere, najbrž nisi za to, a ne. Če pa že imaš neke 10-letne izkušnje, saj potem pa že najbrž si, a ne. Fajn je znati jezik angleščino, ker je potem vse lažje, ni zdaj to pogoj, ampak je lažje, a ne. Tam te sicer čaka masažna miza ali masažni stol, vse ostalo moraš prinesti s seboj, ne. Tako da če že greš, moraš res razmisliti, kaj rabiš od olja do polvalja do ne vem, karkoli, ja. Brisačo, rjuho, to je čisto na vsakem posamezniku. Lahko prineseš minimalno, lahko prineseš maksimalno, ne. Se pravi, to moraš vedeti, da moraš. Kaj pa masirance? Masirance je v bistvu, lahko imaš ti svoj model, v mojem primeru je bila pač na klasični masaži sem imel ženo za model, na stol masaži sem imel pa kolega maser, ker ko nas dajo tam v neke skupine, a ne, tisti, ki ne masira, je lahko, je model, a ne, in obratno. Tudi jaz sem bil nekomu model, a ne. Tako da za to je poskrbljeno, tako da modela ne rabiš med sabo, ampak se v bistvu znotraj maserske skupine tisti, ko trenutno ne masira, je vključen. Kako pa bi z eno besedo ali pa z neko mislijo opisal celotno dogodivščino? Kaj najkrajše. Ja, sem res neverjetno izkušnjo, niti malo mi ni žal, da sem na to svetovno prvenstvo šel. Se pravim, če imate možnost, tako kot sem jaz naredil, je fajn, da si zraven narediš malo dopusta, a ne. Ker odkrito skandinavske države so sicer malo dražje, pa glih niso na listi mojih prioritet, držav, ki jih si želim obiskati, a ne. Prej kaj drugega, tako da se fino se združi prijetno s koristnim, no. Definitivno pa se pravi, je to nekaj, kar ti da malo širino, malo razmišljanja, neka nova znanja, poznanstva. Konec koncev dobiš tudi, če ne dobiš medalje, dobiš diplomo, da si sodeloval na prvenstvu. Tako da ti je to neka referenca v končni fazi, a ne. Ne vidim razloga, zakaj ne bi človek šel, je pa fajn, da greš takrat, pač, ko začutiš, da je pravi čas, ko si ti pripravljen. To je to. Ne pa, da bi nekaj, če bi 2 leti šel, bi najbrž, če rečem temu, malo posilil, a ne. Ko sem pa začutil in sem bil pač tudi samozavesten in veselil sem se in vse. Da kvečjemu pridobiš, ne, Ja, kakor te izgubiš. Tule imam tvojo vizitko, tvoje kontakte, kje te lahko ljudje najdejo, da pridejo k tebi na masažo. Jaz sem v Ljubljani dolga leta, zdaj sem se 2 leti nazaj preselil v Prekmurje oziroma natančneje v Krajinski park Goričko. Se pravi, zdaj živim na vasi, kjer imam svoj masažni salon.
Tako da od večine Slovenije sem zdaj dosti oddaljen, ne. Ampak se pravim, tam masiram od teh ljudi, ki so po vaseh, Murska Sobota je dosti bližje, 10 kilometrov, potem imam tudi še tujce, ker je Avstrija, Madžarska in Hrvaška so blizu. Sodelujem tudi z drugimi, se pravi, masiram imam pogodbo tudi z Termaliumom v Moravskih Toplicah, pa še pri njih pomagam masirati, kadar rabijo. Tako da jaz, če ne hočem masirati, bi lahko masiral po cele dneve, ampak maserji moramo roke tudi šparati, tako da nekje je treba mejo narediti. Se pravi, po vasi Bodenci me seveda ko najdejo, kljub temu, da sem tam šele 2 leti, me dosti poznajo, no. Tako kot v Ljubljani so tam zadovoljni z mojimi masažami. Jaz pravim, masaža nisem masaža, je neka celota. Odnos do stranke mora biti, komunikacija mora biti, prostor mora biti urejen, ti moraš biti stranke treba prisluhniti, ena rabi bolj sprostitveno, ena rabi bolj terapevtsko in tako naprej. In pa ta feedback, ne. Feedback nas pa itak hrani. Če dobiš dober feedback, se pravi, delaš nekaj prav. Če slučajno kaj ga ne dobiš, ne, se pa treba zamisliti pa kaj popraviti. Ampak se pravi, jaz s tem težav nimam. Jaz to delam res s srcem. Mi ne bi bilo treba, ker imam to kot popoldanski espe, ne, ampak delam, ker rad delam. Wow. Tvoje poslanstvo, bi jaz temu rekla. Ja, res je. Zdaj sva prišla pa do teh tvojih planov. Na začetku, preden sem pritisnila snemanje tega podcasta, ne, sva se že dotaknila nekih tvojih vizije, tvojih planov, ke praviš, da jih imaš ogromno idej. Če lahko vsako napeljeva na to temo, če upava na glas povedati, no, kako vidiva midva tele masažne zadeve v Sloveniji in ti predvsem, no. Ja, midva vidim, čeprav se spoznala osebno šele danes, Ja. zelo podobno razmišljava, tako da nimava težav s tem. Se pravi, ja, maserje bi bilo fajn združiti, ne, pač v neko združenje, v neko akademijo, društvo, zavod, kakorkoli se že to poimenuje. Prvič, da si pomagamo med sabo, drugič, da se nadgrajujemo svoje znanje, izmenjavamo izkušnje in tako naprej. Seveda je fajn narediti kdaj kakšno predavanje, morda tudi kakšno prvenstvo, regijsko ali državno in tako naprej. Skratka, več tega druženja, kjer je mogoče v kakšnih drugih državah, Tajska tu itak prednjači. Tudi Italijani so ful okej, a ne. Tule smo mogoče malo preveč vsak zase, a ne. Pa bi bilo fajn, no, da bi se v nekaj združili in da bi se pač nekaj dogajalo, pa da se med sabo tudi osebno spoznamo. Seveda tudi kakšen piknik, da se ga ne bi noben branil, a ne, narediš prijetno s koristnim. Drugače pa bolj v smislu, no, izobraževanje, sodelovanje na kakšnih prireditvah, tekmovanjih in tako naprej. Zakaj pa ne, tule imamo še dovolj prostora. Wow, super. Ja, to res se strinjam, no, tole ful paše v tudi ta moj koncept masažne akademije, kjer pač jaz ponujam to poslovno podporo, tudi kot maserka, ne. In tudi jaz sem že napovedala in napovedujem in potiho govorim o tem kongresu za maserje, prvem v Sloveniji. In če pa še kakšno tekmovanje že prej, wow, ne, to jaz mislim, da ne bi bila edina, ke bi tam masirala. Ja, ful dobro. Zdaj sva prišla do konca, no, tako da me v bistvu samo zanima še, mislim, da tudi vse ostale maserje, a ne, kako v Sloveniji kot maser vztrajati. Jaz mislim, da je največji problem ta strah, a ti bo uspelo, a ne bo uspelo. Tako kot ti praviš, ti imaš to za popoldansko, a ne, dejavnost, pa jaz mislim, da s tem ni nič narobe, da ni treba siliti, da greš v polni espe in samo masiraš. Ampak kje je ta ključ, da zdržiš vse te. Ja, zdaj osnova je že itak v tem, da pač nismo vsi za vse, ne. Bog ne daj meni kakšen servis na avto, ne, ker ta avto več ne bo nikoli več vozil, ne. Jaz nisem za avtomehanik, sem pa gotovo, da sem za maserja, ne. In prva poanta je to, moraš sploh vedeti, a si za to ali nisi za to, a ne. Tudi jaz, ko sem se na prvi tečaj prijavil, sem si enostavno rekel, če ne bom za to, so what. Jaz nisem mogel vedeti. Enostavno sem rekel, če ne bom za to, pač ne bom za to, ne bom se s tem ukvarjal, ne. Če vidiš, da si za to, pa če imaš vizijo, pa če imaš cilje, pa delati na sebi, pa na svojih storitvah,
Ni bojazni, da ne bi uspel, ne, definitivno, da ne, ker več je strank kot maserjev še vedno, ne. Tako da tule jaz odkrito povem, pa ne me narobe razumeti, jaz nimam konkurence, kar se maserstva tiče, ne. Jaz imam svojo masažo, svojo energijo, svoj dotik, a ne. Mhm. In glejte, en bo prišel k meni, en bo prišel k vam, en bo prišel na tretjem in vse je prav. Mi smo tja v bistvu zaradi strank. Da se z maserstvom normalno preživeti, seveda, če si kvaliteten, a ne, ni bojazni, a ne. Se pravi, osnova je pa to, da moraš vedeti, če si za to, a ne, nekaj posiljevati, nima smisla, no, Ja. res. In škoda. Če pa si za to, je pa škoda, da ne greš v to, Tako. a ne. Ja. Ne, ker boš s tem vsaka masaža zadovolji tudi tebe, ne samo stranko, in tvoj dan je lepši, ne. Plus tega, če rečemo, da si še kakšen evro zaslužil, ne, če od tega pač živiš, a ne. Mhm. Ja, super. Zelo lepo si to povedal. Jaz mislim, da je tukaj tudi, mogoče bi samo dodala ta kilometrina, a ne. Vsaka stranka ti da potrditev, da si dober, da si za to, in ko se ti ta ogenj prižge noter, pač greš v to, a ne, in delaš, ker veš, da pomagaš strankam, a ne. Ja, saj tako je povedal, moje začetki, ko sem enkrat dobil te pač feedbacke, super, sem videl, da sem na pravi poti. Mhm. Recimo vmes, ko pride kakšen s kakšnimi težavami, kjer mu nisem mogel pomagati s klasično masažo, sem videl, da je to znanje premalo. Sem šel iskat po novo znanje, pa še po novo znanje in še po novo znanje, ne. Dokler nisem čutil, da je dovolj. Pa tudi zdaj se še ne bom ustavil, ne. Zaenkrat, do zdaj sem čutil, da je dovolj, zdaj že malo čutim, da bom spet neko nadgradnjo naredil, ne, ker lahko pomagam še bolj, a ne. V bistvu je to tak poklic, kjer ti ni dolgčas, no, ker se res lahko skozi nadgrajuješ, pa tudi stranka, čisto vsaka je zase, tako da ni enolično, ni monotono, ni dolgčas. Ja, ja, res je, je bistvo. Okej, super. Najlepša hvala, Viktor. Malenkost, Anita, hvala, ke si me povabila, pa upam, da je bilo tole lepo za slišati pa za poslušati, pa da smo še koga kaj premaknili, a ne. Tako, ja. V prihodnosti osebno srečam. Ja, upam. Kakšnim poslušalcem lepo slišalko. Tako, upam. Jaz tudi upam, ja, na prihodnje sodelovanje, tako. Hvala. Hvala, ker si poslušala ali poslušal to čudovito epizodo z Viktorjem Zupančičem. Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je masaža več kot le dotik. Je odnos, zrelost, rast in iskrena predanost stranki. Viktor je pokazal, da pogum ni nekaj, kar se rodi čez noč, da včasih res potrebuješ leta izkušenj, da začutiš, da je to pravi trenutek. In enako velja tudi za masažni posel. Zraste z izkušnjami, s podporo in z ljudmi okrog tebe, ki verjamejo v sodelovanje in ne v konkurenco. Če si maser ali maserka, ki si želi več znanja, več samozavesti in več podpore, te z vsem srcem povabim, da se pridružiš Masažni akademiji. To je prostor, kjer nisi sama, kjer rasteš z drugimi maserji in najdeš odgovore, motivacijo in konkretne korake za svoj masažni biznis. Najdeš nas na anitamasaze.si ali Facebook skupina Masažni biznis, ali pa mi lahko pošlješ zasebno sporočilo v Messenger, pod imenom Anita Pevc. Bom zelo vesela, da se spoznava, da spregovoriva tudi o tvojem masažnem biznisu. Če ti je bila ta epizoda všeč, jo pa deli naprej, naroči se na ta kanal, da boš obveščena ali obveščen, ko bo nova epizoda zunaj. Oziroma, če si želiš slišati še kakšnega uspešnega maserja v tej seriji masažnih podcastov, mi pa le napiši in ga bom povabila in z veseljem vprašala, tudi take kakšne, specialna vprašanja. Okej, se poslušava v naslednji epizodi, do takrat pa naj tvoj dotik pušča sledi. Čao!